zanimivo, da si omenil fiziko, ne? Ker 28 let, ko se je odprla Črna luknja, si bil ti še študent, se mi zdi, na fakulteti za matematiko in fiziko. In v bistvu si začel sodelovati s trgovino dokaj v začetni fazi kot strokovni sodelovalec v bistvu. Ne? Nekak sodelavec, ki je poznal igre malo bolj podrobno, ne samo prodajalec. Ne? Čeprav verjetno je bila prodaja tvoj primarni job. Ne, v bistvu jaz sem začel se s tem že 2 leti prej, leta 96 ukvarjati in sem se začel, se pravi, v bistvu jaz sem pač igral te igre že prej napolno. Tako moram reči, jaz sem dobil 86 ali pa tako sem dobil računalnik ali pa 84. Okay. Potem je bilo moje zgodno življenje je bilo z računalniki zaznamovano. Torej si prvi stik z družabnimi igrami prišel pol... Šele zelo kasneje. Ampak na začetku so bile računalniške igre in vse v zvezi z igrami računalniškimi. In potem se je pa zgodil v računalniški industriji en tak preboj, kjer je to entertainment pobral in so nastale te ogromni konglomerati računalniški, ali Electronic Arts in podobni. In so kar naenkrat igre postale domena vseh in s tem so postale tudi zelo komercialne in pač brez neke globine. Vse je postal klik, vse je postal instant pleasure. In takrat sem jaz pa to zgubil malo interes in sem v bistvu spoznal te namizne igre, ki so pa vse to imele še zmeraj. Takrat prva taka pa stvar so bile pač te strateške igre s figurcami, Warhammer. To je bilo 93, tako. Ta zgodba se tako domača sliši. Ker nikoli ne bom pozabil, Jure, res tako ful te spoštujem glede tega, ker ti si me spravil noter v board game. Ne vem, če se spomniš, dejansko šel sem v Črno luknjo in on mi je govoril o board game, ker takrat sem pač jaz bil študent, videogame pa vse to in ko mi je on to govoril, kak je družabno, kak je to, jaz še nisem razumel, jaz sem bil froc, priznam, ampak potem sem prvič pri tebi kupil Super Dungeon Explorer, ki je bil moj prvi pravi board game. In gled, danes videogame sem večinoma pustil, ker je tisto, greš tja, stiskaš greš tja, stiskaš bedarija, gled, board game pravila se naučiš, greš do limit, ko jih lahko spraviš, z ljudmi se interaktiraš. Poglobljene zgodbe so, težka pravila, igre, pač dejansko ena misija lahko traja par dni in podobno. Točno to, in ne bom nikoli pozval tvojih tistih besed, ko si mi povedal, res, hvala ti. Tako, to je njegov job. Nisem, ne sam job, jaz sem, predvsem je meni to bilo zmeri všeč. Zdi se mi, da bi mogli ljudje pač več teh namiznih iger igrati, zato ker se sebe spoznaš. Pa tudi ljudi spoznaš. Kako razmišljajo, kako strategirajo. Ampak če hočeš postaviti nekaj tazga kot Črna luknja, to ne moreš gledati samo kot službo. Pač to moraš imeti pač precej strasti za tem in željo, da to kulturo razširiš dejansko. In pač si vzameš več časa, ker se stava s posameznikom, da greš bolj poglobljeno v temo. In mogoče potem nekako ustvariš skupnost iz tega. Se vem, da probaš na vse načine, ker imate pač, se pravim, to igralni prostor, ker se delajo turniri. Marsikaj moraš pač vložiti noter, delati zastonj, zato da se skupnost sploh formira in potem lahko šele generiraš nek zaslužek. Vedno je ta return on investment malo zapoznel verjetno. Sploh na začetku, ko še subkultura zares ne obstaja. Ne vem, kdaj ste recimo začeli z družabnimi igrami, predstavljam si, ko si ti začel, ko si bil strokovni sodelavec, še ni bilo recimo toliko potrošnikov, kar jih je danes. Ja, kako je rasla Črna luknja skozi leto? Ja, tako kot sem rekel, jaz sem v bistvu z Warhammerjem nekako prišel zraven, ker sem to poznal in potem so pač to podjetje, ki je bil uvoznik za Nintendo, v bistvu med drugim, kaj je pomemben aspekt v tej zgodbi, je v bistvu so
na enem sejmu ta Warhammer videli in so potem v bistvu mene prek te revije Joker legendarne, ne, so v bistvu mene spoznala. Ne. No way. A so te pokrivali samo čisto kot medijsko, ali si imel kakšno sodelovanje? Ne, jaz sem pač, smo se poznali in oni so vedeli, da jaz to igram, a ne? Ja. In kot nek čudak, ne? Tisti časi, ja. In potem so v bistvu pač povedali, ne, tem, da sem to jaz, ne? In pa sem jaz začel njim svetovati, ne? Se pravi, kot kaj zdaj uvoziti, katere artikle, ne? Ker to je bilo pač teh full vojsk, pa vsega. In potem in to sem jaz delal. Oni so pa začeli tudi namizne igre delati, ne? In so pač kot recimo ena verjetno prvih, no, je bil pač Catan, ne? Takrat kot Laser Plus, ne? Čeprav to je bilo kar trademark, ne? Kaj je bil na Catanu, ni bilo pač direkt to podjetje. Ampak ne, to je bil prelomen, ne, tak dogodek, kar se namiznih iger tiče za Slovenijo, ne, ker je pač Catan kot ena moderna igra prišla, ne, v Sloveniji se je poznal Monopoly pa Risk, ne. Ja, ja. Pa je pa pač zdaj kar ta Catan se pojavil. Catan je postal tako revolucija. Ja, in v bistvu so oni začeli te namizne igre, a ne, počas pa Slovent pa tako, a ne. In potem smo mi začeli, no, pa je pa to šlo naprej in se je ta črna luknja odprla in pa je bilo enkrat, ko čisto slučajno je en moj prijatelj Jan, ki sva skupaj ta Warhammer, a ne, delala turnirje pa to, a ne, je Katka Kranjska je bila šefica, a ne, trgovine, je tako rekel, ki so iskali ljudi, a ne, pa je rekel, zakaj pa Jure to ne rečeš, a ne, da bi bil. In pa je bilo tako tisti trenutek, ko se je lučka pržgala, a ne, pa je bilo tako, ja, vse, zakaj pa ne, a ne, jaz sem pa študiral, a ne, in je bilo, ja, no, še bi bilo fino, a ne, zakaj pa ne, a ne, in pa sem začel malo biti tudi v trgovini, okay, predvsem tako kot študent, a ne, tako kot so pri nas študenti, a ne, da sem pofilil te ure, ki so manjkali tem, ki so zaposleni. Ja, ja. Omenil si, da so bili turnirji, ne? Prednje se je sploh odprla črna luknja. Ja, iz Warhammerja. Kako so sploh tisti, ki so sodelovali na turnirjih, ne vem, so bili to vse slovenski turnirji, sprav, ali je bil to samo nek zaprt krog, skupnost, mislim, kako se je sploh širila beseda, da ta turnir obstaja in kako so oni, sprav, ljudje, ki so imeli Warhammer, kako so na začetku sploh dostopali, če ni bilo trgovine zares, ki bi to prodajala, je bil uvoznik v kakšne specifične maloprodajnike, ki so bili kot ti, ko si jih omenjal v Maxi Marketu, ali kje so se prodajali Warhammer? Mislim, čisto na začetku so Warhammer igrali ljudje, ki so bili v tujini. Ne, se pravi, nekdo, ki je živel v Angliji, pa je palce v Slovenijo preselil. In celo svojo vojsko prinesel v kočki. Ja, besedno iz tujine so bili. Ja, točno tako. In prva stvar, ki je bila, ne, taka, je, se pravi, ne, jaz sem v bistvu z enim prijateljem, a ne, ki je bil z teh računalniških časov, ki je živel v Gorici, a ne, on je igral v Trstu, a ne, Warhammer. In je pač bila ta scena tam, a ne. In on je mene na to navdušil, ampak jaz nisem imel v bistvu s kom igrati, a ne, mislim zelo redko, jaz nisem bil takrat, pač nisem bil velikrat, da ne rečem, ne, vsake toliko časa sem šel tam k njemu, pa smo kakšno igro odigrali, ne. Torej, ker si sodeloval na teh turnirjih in opozoval tuje trge, tako si imel pač potem znanje, da si lahko dejansko sugeriral tem distributorjem, pa tem v Sloveniji, ki so si mogel pač precej potovati v tujini, spremljati trg, spremljati, kaj se prodaja verjetno, zato da si vedel, si pri teh igrah je enostaven zato, ker se ve, kaj je dobro, ne, in tisti se rapa, ne. Je težko verjetno predvideti, ker za slovenski trg, ker pač ni obstajal še produkt na slovenskem trgu, ne, potem moraš nekako predvidevati, da persona slovenskega potrošnika bo tudi
sprejemala to enako kot recimo Italijani ali pa Avstrijci? Pri igrah to ni toliko problem, to je recimo zdaj, če se namrča, pri animejih je to res, tam je treba uganiti zdaj, kaj bo kdo hotel, pri igrah pa ti poveš, to je dobro. Ne rabiš? Tisto dobro anime merch vsega. Se je povedal, prej, pršel sem povedal, tole in ni bilo. Njega si očitno dobro prepričal, mislim, koliko let kasneje in zdaj ima dobesedno doma eno veliko sobo, 150 iger. Naredil samo za board game, mizo noter, ljudi vabim, gremo. On reče mizo, ampak to je miza, ki je tabletop miza, stane, ne vem, 15 jurjev, pač dobesedno profesionalna miza iz unga res najboljšega lesa, veš, modularna, vse to, pač noro. Zdaj že obstaja vse. Dober zametek si zdaj se samo rola kot snežna kepa. Tam je bolj simpel, pri igrah je to bolj enostavno. Torej ne rabiš, mislim, tisti, ki so poznavalci, ali pa tisti nepoznavalci, oni se samo vprašajo, kaj bi bilo dobro začeti in takoj zagrabijo vabo, mislim, ni toliko diverzije med različnimi. Ne poteka čistko, ampak v osnovi mislim, na nek način bi lahko rekel, da